Lepo pozdravljeni v novi oddaji Moj odnos do samega sebe, prebujeno srce Slovenije. Danes je ponovno z nami Romana Strašek, ki deluje kot mentorica pod nazivom Bodi, bodi. Tako posameznike kot skupine vodi ter podpira na poti spoznavanja vseh razsežnosti sebe, od telesa bodi do osvobojenega duha bodi. Pri tem uporablja širok spekter možnih pristopov. Od različnih globinskih telesnih tehnik, alkimije skozi kristalni zvok in jogo smeha, do individualnega soočenja s čustvenimi bremeni ter vodenja skupinskega procesa prisotnosti. Kot piko na i pa nudi večkrat letno tudi retrite v tišini, kar je njen najljubši pristop v zavedanje. Pravi, da je največja modrost v tišini sami. V njej se pravzaprav na najbolj direkten način srečamo sami sabo. Popelje nas čez vse zaščitniške maske do končnega razkritja našega izvornega, pravega obraza. Hvaležen, da je ponovno v naši družbi Romana Strašek. Romana, pozdravljena. Pozdravljen, Dejan. Kako si kaj v teh časih prelomnih? Dihamo. Dihamo. Z vsem, kar je. Odlično, ja. Ja, res so zanimivi časi, in seveda še kako pomaga, da imamo določena orodja, določene pristope, kako se lahko v teh časih v bistvu umirimo. Kako mogoče gremo iz teh identifikacij, iz teh naših vlog, ki jih igramo v vsakdanjih življenjih, ker vsi imamo neke vloge, jaz sem zdaj recimo v vlogi voditelja, ko delam terapije, sem v vlogi, terapevta, tudi zdravnika, ti imaš tudi nešteto vlog gotovo, Kako ti to v bistvu obvladuješ te vloge in kako se v bistvu poskušaš odistovetiti od njih? Ja, ker široko vprašanje. Ja, kar. Ja, kot si sam rekel, ful je dobro, da imamo neke pristope, neka orodja, da se lahko zrelaksamo med enim in drugim udejstvovanjem. In seveda na dnevni bazi so to kakšne dihalne tehnike in meditacije, predvsem jutranje, so tako starodavna podpora nekemu zavedanju in mogoče iskanju prave identifikacije od vseh teh vlog. Nekaj, kar se mi zdi zadnje čase zelo pomembno, je tudi poskrbeti za živčni sistem, ker ta je vpet. Obremenjen, ja. Ja. Preveč smo na adrenalinu, kortizolu, simpatični živčni sistem nam dela, Ja, preveč. skozi, in ta hitrost se nekako vsaj dozdeva se, da se še jača, tako da se mi zdi, da dobro se zavedati, ne bo konc, ne bo boljš, Ja. kar se tega tiče, Ja. in tu bolj zavestno se moramo sami ustavljati in izbirati mogoče tam, kjer je izbira. Sej, potem te identifikacije niso samo v vlogi, že sama identifikacija s telesom, s čustvi in z mislimi, mogoče je časih dobro tle začeti. Kako to torej vpliva na nas, te identifikacije, in kako v bistvu ti to razrešuješ oziroma se osvobajaš teh poistoveten, bova rekla, slovensko? Rada se sprašujem. Kdo sem jaz? Tako. Temeljno vprašanje. Tako. In to kontemplacija, taka kontemplacija je, tako se mi zdi, podporna 24/7. Medtem ko zjutraj, ki sem omenila, ali pa kakršnih koli meditacijah, res meditacijah, takrat je pa umik od vsega. Tako da čisto tako za vsakodnevno življenje. Včasih tudi, ko pride bolečina fizična, kako hitro se poistovetimo, ker že jezik nas zavaja. Jaz sem ranjena, jaz sem utrujena. Tako se poistovetimo z simptomi telesa, isto s čustvi, jaz sem žalostna, jaz sem razočarana ali pa vesela. Že vse je to identifikacija z nekim čustvom. Ja, kje šele potem misli, ki se tudi vežejo na te občutke. In potem imamo ta notranji radio, ki nam marsikaj pripoveduje. In dokaj tega ne zavestimo, tako res nezavedno verjamemo. In tukaj je dobra vaja, z različnimi orodji pristopamo potem tudi do teh spoznanj in vsakodnevne prakse. To je pomembno. Ni dosti na en tečaj. Seveda je.
Ko bi le bilo dovolj, ne. Vse to. Eni Tako ljudje- radi verjamemo, vsakeč, Ja, ko ja. se upišemo, a ne. Tako. Tole me bo pa rešilo. Samo ena stvar in potem bo vse drugače, ampak vemo, življenje je proces, ne, ker je že John Lennon rekel, life is a process in Ja. dejansko to potovanje vase, ne, potovanje v svoje globine in jaz pravim, da lupimo to čebulo in odmetavamo vse te plasti, identifikacij, omejitev, vzorcev, konceptov, vse, kar smo mi mislili, da smo, s čimer smo se pač poistovetili tekom življenja, pa pač nosimo stvari še odprej, pa predniki, pa kolektivno nezavedno vemo veliko vplivov na nas, ne. Ja, In v bistvu je to proces, da to postopno odmetavamo in se v bistvu prehajamo v globi stik s seboj. Ne. ja. Cela matrica, ne, cel svet tako deluje, ne, da igramo tu neke vloge in neke vložke dajemo in se potem malo zgubimo, mogoče. Ne? In smo v bistvu izgubljeni, plavamo lahko v vesolju, ne, in dosti ljudi ima zdaj, ne vem, stiske, depresije, jaz imam tega tudi ogromno, ne, anksioznosti, raznih stanj, ti tudi delaš z ljudmi, vodiš Ja. tudi retrite. Kako vidiš ti zdaj to stanje ljudi, kaj se največ dogaja, kje so izzivi, kje so težke situacije zdaj? Najbolj, jaz mislim, da je največji problem v tem občutku notranje ločenosti. Ne? Tudi zadnja 4 leta, ki smo dali skozi, je tako zelo dobro doprinesla k temu. Ne? In te nevarnosti, ne? Drug drugemu smo nevarni, ne? In se še bolj ločujemo. Ne? In če smo, mi pa vemo, čistko na nezavednem, da sami ne moremo preživeti. In jaz mislim, da je spodaj pri ločenosti ta strah, ne preživetja. Ker če smo izločeni, če ne pripadamo, umremo. A ne? Tako. In to se tako subtilno potem dogaja tudi v vsaki družbi, v vsakem občutku izločenosti, ločenosti. A ne? In tukaj, ne? Zdaj pa tudi sami od sebe se poločujemo najbolj v tem, ne? Da se nimamo časa ustaviti, da skozi hitimo za nečim, korenčkom. A ne? Ker tako zanimivo je, bolj ko ne vsi imamo, tole še naredim, pa bo. A tole še naredim, pa bo. A ne? Pa tega nikoli ni. Ne. Nikoli ni. Ne? Torej, se rabimo tako v vsakodnevnem življenju ustaviti, vsak dan najde tisti čas, ne vem, pol ure za sebe, kakorkoli, za svoj mir, za svojo tišino, za odmik v svoje globine. In je to še kako pomembno. Ne. Ja, jaz kar svetujem ljudem, ne si daj na urnik. A ne? Tako. Tako, kakor je sestanek, je prazen čas, karkoli v tistem trenutku. Se ni treba, da je zdaj spet neka ideja, zdaj pa neka, mislim, meditacija lahko, ne? Ampak če jaz v tistem momentu rabim počitek, bo to počitek. A ne? Ker vidim, da živčni sistemi so skurjeni, a ne? In potem ne spimo dobro in nismo. In pol je težko se ukvarjati s stvarmi, ki sva prej rekla. A ne? Če sem cel zrman od znotraj, ne? Pol sam hočem preživeti. Tako in si v tem preživetju boj in beg, ne, simpatični živčni sistem, adrenalin, kortizol, pač šprica po krvi, ne. Ja, Vemo, ja, ne, ja. vagus je pač treba resetirati, ne, ta vagusni živec in aktivirati parasimpatik, da lahko ponovno, ne, gremo v ta umirjen mehanizem, ne, ta chill, ne, kar reče. Ja. Da res iz enega drugega stanja zavesti potem vidimo sebe, vidimo svet in je res vse odvisno od našega stanja zavedanja. In kako smo mi v taki energiji, to pol privlačimo navzven, ne, imamo potem ali lahko stresne odnose, lahko pa, če se mi umirimo, živimo bolj harmonične, bolj ljubeče odnose. Ja, zato tudi veliko ljudi, ko poskusi, ne zmore, ne? Ker je sistem je preveč znerviran, ne? In pa se ustavi in pa šele udarijo. Ne? In je potreben čas, pa volja, ne? Res. Ta pa je posledica zavedanja. Ne? Mislim, če ne veš, kaj hočeš, Tako pol, ni volje. Ne? pol je izziv, ne. Ja. Tako da ti si bila tudi pri Mudžiju, tle v zadju vidimo slikice, ne, ki se vrtijo z tvojih dogodkov, retritov. Kaj pa bi Mudži rekel o tem, recimo, kako je on učil ta deidentifikacijo, mogoče še kakšno besedo pred pavzo? Ja, mogoče res en najin pogovor, ki je bil privat, ker sva, hvala Bogu, veliko časa preživela skupaj, ne. In takrat so se take sladkosti utrle, ful sva se pogovarjala on je mene opazoval, kako jaz zdravo jem, pa se malo smejal, ker on je bil Jamajčan in je imel rad hrano, ne, zdaj je verjetno drugače. Ampak pol sva se prišla enkrat do tega trenutka primerjave, če mi jemo skozi, recimo junk food, a ne,
In pa, če se mi zdaj vprašamo v tem trenutku, kaj bi jaz zdaj jedel, a ne? Če smo skozi na teh premočnih stimulancih, a ne? Bomo rekli hamburger, a ne? In tako je isto z mislimi pa z občutki. Če je vsega preveč, a ne? Ne moreš ti izbirati zdravo iz kaosa, ne? Je treba najprej do nekega balansa priti, a ne? In potem se telo lahko odloči za korenček, a ne? Ne iz McDonald'sa ven, ne? In tako je isto z občutki in z mislimi, ne? In je tako čisto simple primerjava. Tako. In tak zdrav balans, da imamo, ne? Če kdaj zgrešimo, nič narobe, če je pa to konstantno, na dolgi rok pa ni dobro za nas. Ja, drugače pa tudi, ne? Tako, kakor je pot nekako nedualizma, to izpraševanje, ne? Kontemplacija. Tako. Ja. Bova nadaljevala po kratkem predahu, tako da se vidimo čez nekaj trenutkov. Lepo pozdravljeni v drugem delu oddaje Moj odnos do samega sebe. Z nami krasna gostja Romana Strašek. Ja, Romana, kako pa v bistvu zdaj preiti iz teh stanj, iz teh identifikacij, o katerih sva prej se pogovarjala? Obstajajo kakšna taka konkretna orodja, tehnike, tudi kako se mogoče umiriti? Kako v bistvu, kakšne so te poti raziskovanja v bistvu sebe? Ful jih je, ne? To Ja, vemo, ogromno. poplava danes, ja. In potem zbiramo tisto, kar nas pokliče, verjetno. In tudi tako dobro vedeti, nekaj mi deluje za nekaj časa in potem mogoče ne več, ne? Pa se nečesa drugega poslužimo. Kar se mi zdi pomembno je vključevanje telesa, ne? To včasih ni bilo tako, ko sem jaz raziskovala, najbolj ni bilo tako poudarjeno, ne? In sem verjela tudi, da ko mi bo meni vse tlele jasno, ne, bo vse teklo in se bom znala odzivati na življenje in vse bo easy, ne, da ne govorimo o kakem razsvetljenju. In zdaj pa vedno bolj, a ne, je jasno, da je treba ta človeški del vključiti, telo in občutke, a ne, in mimo tega ne moremo. Tako da meni je blizu proces prisotnosti, ki ga že leta in leta sama izvajam, vodim malo skupine tudi skozi to, ne, ker je tako težko skozi se tudi soočiti, ne, s svojimi recimo čustvenimi bremeni. Recimo to orodje nas podpira predvsem na čustvenem delu, a ne, prepoznavanju in seveda posledičnimi miselnimi prepričanji, vzorci. Fino je, da se telesa dotakne, ne. In če nismo svestni o telesu, ker od tukaj odreagiramo, ne, iz trebuha, to smo se že enkrat pogovarjala, pol je tudi težko misli urejati, a ne. Tako da jaz ne verjamem, da se da to ločeno izpeljati, tako dokončno rešitev, ne, lahko nekje se zbalansiramo v nekem momentu, pa vendar nas to vse počaka, a ne. Zdaj, te stvari, ne, prihajajo iz otroštva, tako direktno. Travme, bremena, nerazrešene stvari. Ja, ne. Tudi se lahko česa, prej si omenil, a ne, preteklosti, a ne, prednikov pa to, ne. Pa vendar jaz mislim, da se vsi ti vzorci prenašajo v to življenje, ne. Tako da tudi, če jih tle raziskujemo, je zelo dosti materiala, ne. Tako da, ja, ne, karkoli nas povezuje z temi prvotnimi identifikacijami, ne, ki smo jih pač, pridemo kot prazen papir in potem se sam nalaga, ne, to, kar vidimo, a ne, v odnosih do nas, do drugih, ne, to so pol naši imprinti, naša verjetja in to je naš svet, v katerem živimo, ne. Zato imamo, ne, vsak svoj svet na tej zemlji. Svojo relativno percepcijo, glede na pač vzorce, poglede na svet, na vse, kar smo se naučili, barva naš pogled na svet, ne. Pa se mi pa tudi dobro zdi, da se ne zgubimo spet samo v tem, a ne, ker meni se zdi, da tega ne bo nikoli konc, čistko. Zdaj smo rekli, zdaj smo pa vse počistili, pa vse razumemo, pa smo se sprejeli, ne. Tako da istočasno je fino krepiti eno polje zavedanja, ki je širše od tega sveta, a ne, od tega telesa, teh občutkov, teh misli, a ne. In to dosegamo skozi res neke umike, a ne, iz vsakodnevnih vpletenosti, vlog, ki smo prej rekla. Tako da zremo z enega polja neobremenjenega, ne.
ker nismo upleteni toliko. In pol šele odpremo vrata raziskovanju notranjosti. A ne? Dokaj se tole ne ustavimo v tem bazu vsakodnevnem, ne? Pol težko govorimo o kakem miru resničnem ali pa nekih globinah. Tako. Torej najprej vse to razrešiti, da lahko potem gremo v globlji stik s sabo, da mogoče začutimo, sploh zaslišimo to tišino, ne? Ja, ne? Hkrati pa razvijamo tega opazovalca, zato da tudi do teh navezav imamo več prostora. A ne? To se mi zdi, zato oba pristopa. Mogoče, ja. Ja, tako da v bistvu ta prepričanja, ne, kaj pa mogoče še o teh duhovnih stanjih, konceptih, vsemu, kar smo bili v bistvu naučeni, kako tudi to mogoče ovreči, pa spustite enkrat, ne, vse te koncepte. A ne? Ja. Ti so najbolj sladki, ne? In se oklepamo, imamo radi, ne. Veš kaj, zdi se mi, da je tako, radi verjamemo, da je neka rešitev, ne? Tako. Tole nas bo pa rešilo, tako kot sem že prej rekla, in tudi mogoče neko razsvetljenje me bo rešilo. Tudi sama sem fejst tako mal, ne, sem dala skupaj, ne, ker je bilo tako, malo je bilo dvoma, ne, ker je, sem imela res neko idejo, ne vem niti odkot, da če bom dosti dolgo zraven učitelja sedela pri njegovih nogah, poslušala te modrosti, se bo tudi meni odprlo in pol bo eno drugo stanje zavedanja, dojemanja vsega in pol bo vse teklo. A ne? Bi bilo le tako enostavno, ne? Ja, ne. In pol pozabimo, da razsvetljenje nam ne bo plačalo računov, ne. In ne bo, v bistvu nima veze, ne. Osebnost ima tle svojo vlogo, ne. Seveda, to pač odigraš, kar imaš za odigrati v tem svetu, v tem telesu, ne, ker pač si ga na neki En tak beg je, ne, lahko. Hiter je beg, ja. Koliko je teh stran poti v tej duhovnosti, ne? To mogoče se še premalo govori, ne? Koliko ljudi beži v to, ker ne zmorejo v realnem življenju sfurati, ne, pa živeti realnih odnosov, ne, finančno si priskrbeti, da imajo dovolj vsak mesec, ne. Koliko je tega bega v duhovnost potem in potem jaz sem duhoven, jaz meditiram, jaz sem eno z vsem, ne, in potem, potem pa ni pa prizemljenosti in prve 3 čakre niso razrešene, jaz to vedno poudarjam, prizemljena duhovnost, ne, integriraj pri zemlji to, kar živiš, govoriš, ne, pa potem bodi pameten pa svetuj drugim, ne. Ja, to je res, ne, ker tako verjamemo radi, tudi če smo tako neki resni iskalci, pa meditiramo redno, pa to, ne, pa retriti, pa vse skupaj, ne. Vse je nujno, a ne, za raziskovanje. Ampak to verjetje, da je tam en landing place, rečejo, a ne, tako en prostor, kjer se bo vse umirilo, da se bom vdahnil, da se bom rešil vsega tega. Vsi smo imeli te koncepte. Ne? A ne? Zdaj bom pa že doživel 100 duhovnih izkušenj in zdaj bom že kar skoraj razsvetljen in potem bo vse super, vse lahkotno, ne bo več težav, ne bo več izzivov. Ni tako, ne? Ne, proces je. Ne? Proces je in nikoli se ne konča, kakor zdaj dojemam. To je skozi konstantno, nov nivo, ne? Tako kot kozmos, ne, vesolje se neskončno širi in je neskončno in še večje vsak dan. Ne. In tako tudi se mi zdi naše zavedanje, naše dojemanje raste tako z dneva v dan. Ne. Tako je enkrat Adi Ashanti, eno od meni ljubih učiteljev, ne, rekel, mogoče eno tako lepo primerjavo dal. Razsvetljenje je tako, recimo, tale raketa, ki se, torej, ta identifikacija, ne, če zdaj gledamo človeka kot neko raketo, raketa se zdaj umika v teh identifikacij, ne, se pravi iz Zemlje in tukaj gravitacija fejst vleče, ne, v identifikacijo in potem pride čez orbito, ne. In recimo, da temu rečemo razsvetljenje, ne, ker to spoznanje, ne, in potem je tukaj svoboda, ampak ful daleč gremo, ne, pa je pa še celo vesolje. Tako da bi bila taka lušna primerjava, ne, kaj je šele vhod. Kaj je šele tam naprej, ne? Neko drugo zavedanje, Ja. Torej, ta neskončnost naše zavesti, koliko smo res v bistvu brezmejni, ne? In ni začetka, ni konca, ne? Ja, in tako lepo, ko ste na prejšnji oddaji sem videla z Urošem, ne, govorila o tem, če ste prav zapomnili ime, Urban Kordež. Urban, tako, hvala. V zavesti, ja. Ja, ne. Tako lepo ste naslovila, ne, kako smo, nismo mali, hodimo po tem svetu, ne, ker svet v nas. Sam
moramo priti do tega spoznanja. Ne. Tako, da se res povežemo s to v bistvu zavestjo, ne, ki je, jaz bom rekel, vse obsegajoča, ne, v bistvu res vesolje, ki je v nas. Ne. Ja. In to je ta modrost tišine tudi, ne, o kateri bova še kakšno rekla, ne, na koncu mogoče celo bila v tišini. Mogoče. Bomo videli. Ja. Tako da, kaj pa mogoče z teh retritov, kako to izgleda pri tebi, kaj se dogaja ljudem tako, kako se deidentificirajo, še mogoče na kratko, predno greva na premor. Na teh, ki jih jaz vodim? Ja, recimo. Ja, jaz probam nekako ustvariti s tem, kar ponuja retreat, en prostor, v katerem se ljudje lahko za začetek ločijo od vsakodnevnih vlog. Na nekem zdravem, res podpornem prostoru v naravi, z dobro hrano, ker je tudi kemija v telesu zelo pomembna, ne? In potem, kaj je mogoče drugače od tistega, ki marsikdo reče, jaz imam doma dosti tišine, ali pa se sam živim, a ne, tako, ali pa živim v naravi, pa to, ne. Večinoma časa naš notranji radio ima ta glavno vlogo potem, kadar smo v takih prostorih, a ne. Kar jaz skušam mogoče skozi retreat ponuditi ljudem je, da dobijo to zdravo hrano uma, se pravi, da se zaposlijo za kontemplacijo, ne. Čez dan z meditacijami gremo v čiste tišine, a ne. In je cel čas fokus na opazovanju, se pravi, krepimo tega notranjega opazovalca, ki je najprej ne. Najprej opazuje, a ne. In potem poskušamo skozi tišino še tega uvrščiti in odpreti prostor novim spoznanjem, a ne, ki mogoče ne pridajo na vrsto v vsakodnevnem času. Zdi se mi pa nujno ta umik, ne, ker doma smo preveč vpleteni v vse. Vse obveznosti, vse te tako, stvari. energetsko smo že čist, ne, težko je odmakniti večini, Tako. rečva. Bova nadaljevala po kratkem predahu, tako da se vidimo čez nekaj trenutkov. Lepo pozdravljeni še v zadnjem, tretjem delu oddaje Moj odnos do samega sebe, prebujeno srce Slovenije s krasno gostjo Romano Strašek. Ja, Romana, res te vloge, ne, kako je težko in naporno včasih vzdrževati te vloge, a ne? Mogoče še malček o tem poveva, pa mogoče kakšna tvoja izkušnja, ne, ki te je v bistvu še globje odprla, povezala mogoče s seboj, da si v bistvu šla v to notranjo tišino in v bistvu doživela neko to višje stanje zavesti, lahko rečemo. Ja, tako na dnevni ravni bi mogoče sam naslovila se na nekaj, kar vsi izkušamo, ne, ko pridemo domov, ko zapremo vrata, a ne, ko spustimo vse tiste službene vloge, pa to, ko se nekaj vdahne, a ne. In če to prepoznamo, a ne, je že to tak, je ta groba deidentifikacija, ne, mogoče. Zdaj, ko si me že povabil, a ne. Ja, pred časom, a ne, sem tudi sama prejela eno tako darilo, jaz rečem izkušnje, ker se mi je po malo težjem času, a ne, v življenju, pa kar dolgih sedenjih, bila sem v Indiji, a ne, in pač jaz ta čas tam posvetim res tako notranjosti, a ne, in se mi je v nekem trenutku zgodil en premik, a ne, zavesti. In ni bilo lahko prej, ne, tako lahko se tudi poslovim, je bila misel, a ne, ker je bilo vse brez smisla. In pol sem pač ostala s tem, ker itak nimamo kam pobegniti, ne, če hočemo, dokler smo živi. In v tej točki, no, tako mogoče neke vrste predaja se je zgodila sama po sebi, ne, se mi je zgodil shift, v katerem sem začela zreti sebe in življenje čist enega nenavezanega prostora. Brez vsakega zanikanja, vse je bilo tle,
jaz v svojem človeški formi z vsemi opravili in obveznostmi, pa vendar je bilo toliko prostora vmes, ne glede na neprijetne občutke, tudi bolana sem bila nekaj v tistem času, vse je bilo tle in je imelo prostor, ni bilo drame, ni bilo odpora do tega, eno tako široko polje nenavezanosti, sprejemanja in odprtosti. Ne glede na to, kaj se je dogajalo, tudi ko sem vmes, ker to je malo par mesecev trajalo, mi je bilo neverjetno izkušati različne potem pozicije, tudi ko je bilo lepo, tudi te navezave ni bilo, tudi ko so stvari tekle, ko sem ozdravila, ko sem bila spet nazaj v Slovenijo in tako, ni bilo niti tle navezave, ena lahkotnost bivanja. In takrat sem šele spoznala, koliko energije nam gre za vse te vloge, za vso kontrolo, ki je zavestna ali pa nezavedna, ker se skozi moramo boriti v tem svetu. Hkrati sem pa vse počela, kar je bilo treba, verjetno z neko selekcijo, ki se je sama po sebi zgodila, ampak ni bilo tisto, da bom jaz drugače, ni bilo tega, da jaz hočem karkoli, ampak neka res lahkotnost bivanja z vsemi težavami. In to je bilo seveda darilo, in se je po teh mestih zaprlo, počasi, zelo počasi. In to je bil tudi proces, Jaz se danes, zelo mi je bilo težko takrat, nisem razumela tega, ker se mi je zdelo, da je zdaj to, Hkrati tudi v tistem zavedanju ni bilo nekega landing placea, zdaj pa se je skozi spreminjalo, vsak trenutek je bil svež, in tudi nisem vedela, bo trajalo, pa tudi ni bilo pomembno, ni bila navezava niti na to stanje. Tako se mi zdi, ta del se mi zdi dragocen, in potem, ko se je zaprlo, je bilo težko vseeno, ne glede na to, koliko je bilo prejasno. In pa sem mogla čez to zoreti, in se tudi tle naučiti, da je ni se vse zaprlo, če se zna ta mali jaz umiriti, pa poiskati ta prostor, in da je proces. Navadno so to darila na začetku, ker nismo veliko naredili ali pa nekaj malega. In potem pol pa je potrebna zavestna pot, tako jaz zdaj razumem. Integracija v življenje. Ja, spet nekako v več prostora temu, tej nenavezavi in pa greva čez vse tiste tehnike, ki sem prej govorila, ker kaj me veže in kaj mi zapira. Kdo sem sploh jaz, v bistvu, ko odpadejo vse te iluzije, kaj ostane v resnici, kakšna je tvoja izkušnja, kaj je tisto, kar ostane? Ja. Ne vem, če lahko sploh ubesedim, Besede so zelo triki, tako da Težko je vem, da se lahko zapletemo, zato zdaj ne vem. Mogoče mi zdajle pride samo zavedanje, mogoče bi samo tle dodala, da velikokrat vidim, kako se pogovarjamo, izgleda v isti stvari, pa se ne, ker mir pa tišina zunanja še ni, je šele začetek, tam se šele odprejo vrata v notranjost, temu notranjemu prostoru, je nekako povabilo. Jaz ko doživljam čez retrite, takrat, ko se umiri sistem, ko se res utihne, ne samo znotraj mene, tudi v skupini, se čuti to. Takrat, ko se umakne ono, kar je skozi busy, in v tisti točki šele odpremo vrate in povabimo to resnično tišino. Se pravi, to globje zavedanje. In tukaj ni zdaj izkušnja, ampak so samo neko vedenje pride, če pride.
če pride. Ja. Vedenje, modrost tišine, ne, sva dala naslov najini oddaji, ne. Kaj tebi sporoča tišina, če ti kaj sporoča? Sporoča mi, kaj nisem. Torej, da opustimo vse tiste iluzorne aspekte sebe, ne? Vse Ja. maske, vse Ja. lažne identitete, identifikacije, o čemer sva govorila tekom oddaje. Ja. In ostane samo to, kar je, to, kar v resnici zares je. Brez opisa. Brez Ne, opisa. ja. Ja. Ker res ne moreš, ne globek, ko greš, ne, tudi jaz tako doživljam, ne, v svojih lastnih izkušnjah. V bistvu globek, ko greš v tej duhovni poti, a ne, manj imaš za povedati v resnici. Ne. Ja. V bistvu na koncu, verjetno v resnici samo še ta tišina, ne, ki je v bistvu vse, kar je. A ne. In niti ta aj več ne obstaja, ta jaz izgine, a ne. Tudi ta nek resnični, večni, popolni jaz izgine, ne, in greš na ta nedualni, ne, kakorkoli že to rečemo, ne, pa je spet nek koncept, ampak pustimo, ne, je pač Malo samo še on, ne, usmerjeno. samo še Ja. izvor, kakorkoli, ne. Mm. Da tudi v bistvu tisti, da v bistvu ni več jaz sem, jaz vidim, jaz to, ampak samo je, a ne. Samo je, ja. Samo je. Ker je ful težko A ne? karkoli identificirati Ja, tam, ne. ja. Ja. In samo je in je to v bistvu okej, a ne. Da samo smo ali pa sploh nas ni, ne. Tam ni nobene potrebe Ne. po ničemer, a ne. Tako. Ja. In je vse v redu. In, Ja. In je relaks v tej razpustitvi, ne. Ne, da bi ga iskali, sam se zgodi nekako, ne. ja, Mm. ja. Ampak je to res milost, ne. To ne moreš izsiliti, ne moreš na silo to doživeti, to pač pride, ko pride, če pride, ko se dovolj odpreš. Jaz pravim milost, ne, z višjih nivojev, z izvora, kakorkoli, ne. Ja, ja. Je pa dobro biti odprt, a ne. Tako, ja, ta neka odprtost. Ja, in da je interes tle, a ne. Ko Da ni je nujno, da neka- je. Tako, da je In je neka tudi to namera. milost, a ne, da Tako. nas zanima to. Tako, da nas Da sploh se to to zanima. sprašujemo. Tako. Da, Ker mnogo ljudi se pač ne v tem raziskujemo. življenju, nimajo pač tega, Ne. ne. Živijo neka življenja, vsakodnevna, nič narobe, ne. Tudi Ne. mi smo jih mnogokrat in je okej, a ne. In v vsakem življenju pač dosežeš neko stanje zavesti, ki ga pač dosežeš, a ne. Vse so čist veseli, Ja, čisti ja. v redu, ne. Ja, ja. Tako. Itak je. Ja, ja. Tako da vsak živi tisto, kar na neki ravni čuti, kar na neki ravni pač izbere, ne, z tega relativnega vidika gledano, ne. Ena moja prijateljica ima tako lušno, a ne, kadar je postane naporno tole, ne, pa reče, joj, drugo življenje bom srečna kelnerca. To, ja. No, ampak nimamo izbire. Ne. Ja, v bistvu ne. Na koncu spoznaš, da, Je že v redu. da je že Jaz tako, se rečem, je že v redu. Tako, je že v redu, vse tako, kot je. Zdaj bova pa midva, tako kot nekako sva začutila, ne, bova v tej tišini zaključila. Najprej se bom jaz še poslovil od naših gledalk in gledalcev, tako da hvala, da ste bili nocoj z nami v naši oddaji Moj odnos do samega sebe. Ja, modrost tišine, pa bodimo nekaj trenutkov v tišini in tudi, če sami začutite, vzemite si nekaj minut na dan, vsak dan, da samo ste, da ste tiho in samo ste v tišini. In to je že v bistvu dovolj in to je vse. In zdaj bova z Romano še to malček demonstrirala in se kar v tišini tokrat od vas poslovimo. Hvala vam, ker ste, hvala, ker gledate to oddajo.